Živja. Midve bi se pa radi naučili zavijati darila. Odlično, prišli ste na pravo mesto. Prišli ste na šolo za hortikulturo in vizualno umetnosti Celje, ker se z dijakinjami drugega letnika Cvetličar igramo z zavijanjem daril. Midve se bi tudi preizkusila v tem igranju, a lahko? Najprej je pomembno, kakšno darilo imamo. Nekatere dijakinje zavijajo knjigo. In vzameš ta papir, kar fajn, lepo gladko in si majčken poravnaš po tehle robovih. Zdaj si pa z eno roko držiš tu, da ti ne uide, z drugo roko si pa ta lepilni trak prilepiš tule na rob. Vidiš, pa se ne bo nič videlo. Tako, zdaj ga pa odlepiš. To se dobi v vsaki papirnici, ta obojestranski lepilni trak. No, to smo pa zdaj kar lepo zavila, ne? Jaz sem, meni manjka dekoracija. A lahko še kaj okrasimo? Seveda, odlično, lahko okrasimo in to z materiali, ki smo jih nabrali v naravi. In tule pa lepo hitro položimo gor, takole. A je to kaj vroče? Zelo, zelo vroče, 200 stopinj je, tako da res pazljivo, da se ne upečeš. Krasno naravne materiale. Tele rožice bojo počakale, jih lahko potem tudi posadimo ali pa komu poklonimo darilo. Zdaj še boš pa dala nekaj borovih iglic, tule si jih zberi, pa jih tudi postoji kar gor po tem darilu. Ja, zdaj pa je že dobro, ja. A bo pol ta sneg vam padel, ko bom jaz to zavila? Ne bo padel, ker ga bomo zavili v papir in ga bomo omejili, da ne bo mogel ven paditi. Že bi lahko končali, ampak ne bova. Pa ti bo tule, boš pa izrezala takšno smrekico. Bo šlo? Ja. Odlično, smrečico sva okrasili, pogledava, da ti je všeč. Ja, res mi je zelo všeč. No, tele knjige je bilo pa kar lepo zaviti. Kaj pa, če so drugačne oblike? Včasih imamo tudi okrogle oblike. Zopet moramo paziti, da ne bo nam sneg pobegnil. Tako, odlično. Zdaj pa nazaj postaviš kozarec. Tukaj. Tako, zdaj pa lepo v roko nabiramo ta trak. Zavežemo. Zdaj bomo naredili tako dekoracijo, ki jo lahko potem, če porazvijamo darilo, postavimo na mizo. Gledamo, da so te po konci postavljene, da nam ne bo potem voda ven stekla. Zdaj boste pa nalepile. Tam, ko se stikata, tam pa damo, nalijemo vodo, cvetje imaš tule, tako, pa postavimo noter. Kaj pa vi za to mizo izdelujete? Dekorativne škatlice, pa dekorativne elemente. Ko se pravi, da tisto, kar so oni prej zavili, mi zdaj naredimo škatlico, v katero lahko damo darilo. Kako pa izdelujete te škatlice? Zelo različno. Ene so malo bolj zahtevne, druge malo manj. Tele so take čisto preproste, v bistvu lahko uporabimo kar doma papir, ki ga imamo. Kako se pa to zloži? Škatlico najprej, kot je gospod profesor prej povedal, jo najprej prepuknemo na vse dele, ki je potrebno, potem jo pa samo skupaj damo. Super. Ja, tu pol poštempljamo pa... S temi štampiljkami bomo v bistvu potem okrasili škatlico, da bo bolj unikatna, da bo bolj zanimiva in približno takole bo na koncu izgledala. Lepo, Tara. To je pa prav dobro delati. Čim bolj, da je razgibano. No, zdaj moramo pa še tele rdeče pikice narediti in kar potisni. In potem, ja. Kar močno. Še. Bravo. Tara, ta škatlica nam je pa res lepo uspela. Ja, še sama sem presenečena, kako nam je Odlično je, res fajn, a ne? Ja, Lilu. zelo lepo. Tamle je pa malo drugačne oblike škatlica. Škatlice, v katere bomo lahko dali bombone, in sicer so dveh različnih velikosti, tako da lahko daš eno v drugo. Lekar dela Maruša cvetove iz listov oziroma iz papirja, lahko mogoče daš kakšen izdelek, ki si ga sama naredila za darilo. Naprej dela Ana škatlice take oblike piramide in na koncu Lana izdeluje še takšne smrekce, ki jih lahko pol v bistvu lahko date tudi v to veliko škatlico ali pa jih poklonite kot samo ali pa imate kot dekoracijo v stanovanju.